Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni in seveda dobrodošli. To so posebne zgodbe, pogovori s posamezniki, ki svojim življenjem rušijo seveda stereotipe, navdihujejo in nas seveda tudi učijo strpnosti. Moje ime je Denis Malačič in veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim v tem našem prekrasnem ambientu knjižnice Otona Župančiča. Naša tokratna gostja pravi, da je bila pred desetletjem najbolj nesrečen in osamljen človek na svetu. Danes pa je srečna, radostna in seveda tudi vesela. Izkušnje, ki jih je prestala, so jo izoblikovale v učiteljico življenja. Dame in gospodje, veliko veselje mi je, da lahko danes tukaj v moji oziroma v naši družbi pozdravimo Natašo Meznarič. In Nataša, lep dober večer, dobrodošla. Hvala. Glede na to, da sva rekla, da se bova tikala, da bo bolj osebno in seveda tudi bolj intimno, bomo torej danes na ti, da bomo bolj seveda še osebni drug do drugega. Torej, naš današnji pogovor bomo začeli pri sedmici. Vemo, da sedmica velja načeloma za eno tako pravlično število. Radi rečemo seveda, da je sedmica pravlično. Žal pa to ne moremo trditi v tvojem primeru oziroma v primeru tvojega 7. rojstnega dne oziroma 7. leta, pa bova začela seveda kar s tem. V redu. Ja, ko sem bila stara 7 let, mi je umrla mamica. Jaz zdaj danes rečem, da je odšla v drugo realnost, ko to razumem. To je bilo zelo težko obdobje za mene, čeprav sem jaz videla, pa se povezala z njo lahko in mi je bilo ok, ampak vsi okoli mene so jokali, bili žalostni, doma se je začelo nasilje, alkohol, se pravi, zelo težko se je oče s tem spopadel. Imam še starejšo sestro, 5 let je starejša, tako da sem pri 7 letih prevzela, bom rekla, se je otroštvo nehalo in sem prevzela vsa opravila, od likanja, kuhanja, pospravljanja, zelo težko je bilo in takrat sem se zelo dobro naučila, so mi drugi pokazali ta vzorec, kako vlogo žrtve, pa ubogega jaza. In od tu naprej sem potem lepo gradila to do enega 40. leta, dokler se nisem čisto zlomila to ubogo Natašo. To je bila ena taka uvertura. Naj dodam, da boste na koncu oziroma ob koncu najinega pogovora imeli tudi seveda sami možnost vprašanj, tako da, če vas bo karkoli seveda zanimalo, vam bo Nataša z veseljem seveda tudi odgovorila. Seveda, ti družinski vzorci nas tako ali drugače zaznamujejo, tudi izkušnje, ki jih prestanemo, in težko otroštvo se je, če se vrneva nazaj, odrazilo tudi seveda v najstniških letih, ko sem bral, si postala uporniška, občutek varnosti, po kateri si hrepenela, pa si med drugim iskala tudi v partnerskih odnosih, ki pa niso bili tako izpopolnjujoči, kot si želimo od partnerskega odnosa, da je. Ja. Se pravi, to se je nadaljevalo in nekje, ne vem, v srednji šoli, pri 15 letih, sem postala uporniška, nisem se več bala očeta, ne. Pri nas doma se ni znalo izražati čustev, kar jaz nikogar ne sodim zdaj več, pa nikogar nimam zamer, ampak sem zelo, zelo hvaležna za vse te stvari, ko so se mi zgodile, ker ravno zaradi teh sem danes tu, kjer sem. Tako da to bi povedala, da ne bo kdo mislil, da še očeta kaj obsojam ali pa kogarkoli, ne. In ja, postala sem uporniška, se pravi, moj oče je svojo žalost izražal skozi jezo ves čas. Nisem imela tega modela, te izkušnje, kako povemo, da smo žalostni, kako gremo v sebe, da bi se o tem doma pogovarjali. In sem postala tudi jaz jezna in uporniška. Potem so se začeli partnerski odnosi, ki so bili daleč od tega, da bi bila to ljubezen. To je bil samo iskanje nekega občutka varnosti, občutka ljubezni, kar pa vsi vemo, da če ustvarjamo, kreiramo iz pomanjkanja, dobimo še več pomanjkanja. Vsi ti moji partnerski odnosi so bili večinoma nasilni, ker se je ta moj vzorec lepo peljal tudi v partnerske odnose, ne. Tako da iz
v enem odnosu iz enega odnosa imam sina Jakoba, krasnega fanta, on je star 22 let. Iz drugega takega odnosa imam pa hčerkico Ulo Nežo, ki je pa zdaj stara 10 let. Nadaljujemo kaj kmalu, tukaj bi rad dodal zgolj še svojo izkušnjo, ko si omenila recimo, da tudi se pravi, se mi zdi, da ne malo družin, da ima težave pravzaprav s tem, da si ne ve izkazati kakšne naklonjenosti oziroma da ne ve pokazati čustev. Recimo, moja izkušnja je taka, da doma sem iz Prekmurja, tudi sem odraščal v družini, v kateri je bil prisoten alkohol in nikoli nismo bili navajeni recimo povedati drug drugemu, da se imamo radi, kaj šele, da bi se lahko recimo objeli. In potem me je pri mojih 30-ih doletela izkušnja raka in prav ta izkušnja nas je v bistvu tako zbližala, da sedaj, ko se vedno vračamo nazaj v Ljubljano, se objamemo, stisnemo drugega in mi je zanimivo, da recimo tudi je bila ena družinska članica enkrat pri nas na obisku in da se je prav nasmejala oziroma da je bilo čudno, zakaj se zdaj objemamo, če se ne poslavlja zavedno, zakaj se objemate. Ampak se mi zdi, da je še vedno, se pravi, že sam, da nekomu nameniš en iskren topel objem, mislim, da imamo ljudje že s tem težavo, kaj šele, da bi lahko pokazali kaj drugega, kar je recimo še toliko močnejšega. Torej, 2 otroka, hkrati pa droge, alkohol in tudi nasilje. Nezdravi partnerski odnosi so te pripeljali torej celo tako daleč, da so te hospitalizirali v psihiatrični ustanovi in verjamem, da ti je bilo takrat kot recimo mami 2 majhnih otrok še kako težko. Kako pa recimo na to obdobje gledaš danes oziroma kako se ga spominjaš? Ja, hospitalizirana sem bila 3-krat v psihiatrični bolnišnici v Vojniku. In bilo je zelo težko, ampak zaradi vsega tega, kar se mi je od nekje 7. leta recimo naprej dogajalo, to se nekje kopiči, to se nalaga. In če ti sproti tega ne čistiš, enkrat izbruhne ven. In jaz sem bila v zelo močnih strahovih, imela sem diagnozo šizofrenija, imela sem bipolarno motnjo, imela sem panični napadi, imela sem zelo hudo obliko depresije, pa verjetno še kaj zraven. Ampak takrat sem že vedela, da diagnoza je nekaj, tako pri tebi, rak, prognoza, se pravi potek bolezni je pa odvisen samo od mene. Ne od tega, kar mi bo v narekovajih neka avtoriteta rekla, se pravi zdravnik, psihiater, kdorkoli. In na tem mestu, dober večer, na tem mestu sem zaupala sebi, da je to odvisno od mene, ta potek vsega tega, v katero smer bo to šlo. Bila sem zelo nemočna, bila sem res na tleh, res, po mojem že 1 meter pod zemljo, zaradi tega, ker sem se zelo, se pravi 24 ur na dan, 7 dni v tednu, vsako sekundo, vsako minuto sem imela samomorilne misli. Da želim narediti samomor, pa ne samo misli, tu zraven je bil občutek, ker vemo, da če, ne vem, par sekund, minut na neko stvar mislimo, se zraven priključi občutek in ta občutek je mene peljal, da ga moram narediti, da se bom rešila, da bom otroke rešila, da bojo vsi ljudje, ki so mi škodovali v življenju, spregledali in ta občutek je bil zelo močen. Takrat sem hodila tudi recimo očetu in sem rekla, prosim, primi me za roko, če me ne boš držal za roko ali me pa zveš tule na sedežno, se bom sigurno šla ubiti. Meni je še praktično samo korak manjko, kako naj to naredim. Res želim tu poudariti, da je bilo za mene zelo težko otroštvo. Bila sem tudi recimo pri 12 letih spolno zlorabljena in to se je nalagalo, nisem pa imela nikjer neke varnosti, kjer bi lahko to povedala ali pa komu bi se lahko zatekla. Tako da je zelo pomembno to, da v družinah se odkrito pogovarjamo, da to, kar jaz zdaj danes delam, da znamo odkrito izražati svoja čustva in da je vse dovoljeno, da ni tu nekih nedovoljenih pa dovoljenih čustv, ampak da je vse dovoljeno. To sem se jaz zelo rabila poglabljati vase, da sem se vse to naučila zdaj
pri Neži recimo, ne, in pri Jakobu, da to uporabljam. In kaj nadaljujem, ker z depresijo? Ja, lahko. Okay. In ja, to je bilo zelo težko obdobje. Ves čas sem se jokala, ves čas sem bila ko sem bila nazadnje prepeljana v psihiatrično bolnico, sem imela psihoze, ker sem pila alkohol in uživala marihuano. Vse to je bil moj beg pred soočanjem sama s seboj, recimo, bom rekla. Ampak nisem znala, nisem vedela poti, nisem nič vedela, na koga se ne obrnem, kaj se z mano dogaja. In so me celo v Blodnjah tja pripeljali in takrat so mi rekli, da rabim 1 leto biti na injekcijah antipsihotikov. Jaz se s tem nisem strinjala, ker sem rekla, to je od marihuane, ampak sem rabila pristati zaradi tega, ker se je tudi socialna zraven umešala, ne, ker je že Neža bila. In sem hodila po te injekcije 1 leto, mislim, da majčkeno manj kot 1 leto. In jaz še danes trdim, jaz govorim iz sebe, svojo izkušnjo, tako da ne bi kdo, ker ga zavajam, da so mi ravno ti antipsihotiki, ker imajo stranske učinke povzročanja depresije in samomorilnih misli, naredili tako težko obliko depresije. Potem sem jaz počasi zdravnico prosila, če lahko pridem iz injekcij na tablete antipsihotike. Ona je rekla, da lahko in jaz sem v tistem trenutku ukinila antipsihotike, nisem jih več jemala. V tej težki depresiji, pa da nisem naredila samomora, sem pa sprejela antidepresive. V zavedanju, da bom zelo kratek čas na njih. In takrat sem začela res pojačano, kako se reče pojačano? Ja, zdaj pa zelo se pravi povečan obseg. Ja, ne? Delati na sebi, brati knjige, kaj so misli, zakaj se pojavijo, odkot pridejo, kaj pomenijo. Se pravi, zelo sem se sfokusirala na možgane in na misli, kaj sploh so, in da jim mi sami damo vrednost. In ta material, te informacije so mi zelo, zelo pomagale, da sem na eni točki dala stran tudi antidepresive. Zdravnica v Vojniku tega ni vedela, še vedno sem enkrat na mesec hodila na obravnave, na pogovore. In stanje se mi je iz dneva v dan izboljševalo, čeprav ni bilo, to se ne vidi tako hitro, ne, to je milijardo in milijardo malih korakov, ko jih narediš, da prideš do enega dokaza, majčkenega, da si malo boljš, ne. Tako da sem lepo tam speljala, da na koncu mi je tudi zdravnica rekla, da lahko pustim antipsihotike in antidepresive, kar sem ena redkih, da ti zdravnik v Vojniku v psihiatrični bolnici reče, da lahko greš dol iz tablet, ne. Jaz še vedno, pa to vse posod povem, če bi zdravila, potem bi bili vsi zdravi. Jaz sem sprejela to, ampak res v zelo močnem zavedanju, da bom zelo kratek čas na tem, samo da majčke mi pomagajo se dvigniti, da lahko začnem delati na sebi, ne? Da se lahko na eno stvar fokusiram. Prejle z vam, še preden ste bili tukaj zbrani v tako velikem številu, izmenjala tudi nekaj besed in med drugim prišla tudi v pretekla življenja. Zdaj, ko si govorila o samomoru, sem se spomnil, da v bistvu samomor kot tak ni rešitev, zaradi tega, ker morda je rešitev za osebo, ki ga naredi v tistem trenutku, ampak seveda za sabo pusti ogromne žalosti, ogromno trpljenja, tudi vendarle pač do oseb, ki so bile v navezavi s to osebo, ali družinsko, ali prijateljsko, ali kakorkoli drugače. In tudi te travme, oziroma ta teža, ki si jo nosila nad sabo, oziroma jo ta oseba nosi, se v bistvu samomorom ne konča, ampak se prenese v naslednje življenje, ne? Tako da tudi, ko si govorila o tem, da si začela brskati, se pravi ugotavljati oziroma biti pozorna na svoje misli, je tako, da ko enkrat začnemo brskati po svoji notranjosti, ugotovimo, da to je neomejen svet, a ne, in da lahko brskaš in še vedno boš imel delo za brskanje, a ne. Tako da učimo se lahko celotno življenje in vedno seveda lahko
naredimo korak v tej smeri, da bo jutrišnji dan lepši, kot je bil včerajšnji. In sama si torej bila zbrala pogum in iz tiste globoke žalosti oziroma dobesednega prepada splezala ven, ampak seveda to se ni zgodilo z danes na jutri, a ne? In verjamem, da tudi se pravi ogromno enih, kot si omenila, si brala, pa tudi osebe verjamem, da so ti pomagali oziroma tudi duhovni učitelji, konec jim lahko rečemo, a ne? Ja, za mano je recimo zelo veliko nekih terapij, hipnoterapije, da sem se poglabljala vase, v svoje vzorce, da sem prišla do spoznanja, videnja, vedenja, zakaj sem pila, zakaj sem marihuano kadila, ne? Ker to v hipnoterapiji ti je lepo pokazano, ker se pol poveže, ker ti tam sebe vidiš ob neki travmi, koliko stojiš kot otrok in čutiš zdaj občutke, ko si jih takrat čutil. In potem se je to vse lepo skupaj poveže, zakaj si določene stvari delal v življenju in zato jaz danes, hvala Bogu, nikogar ne sodim in zato tudi lahko grem, ne vem, kamorkoli predavati, komorkoli. Hvala. Se malo trudim, da bi bolj tako lepo govorila, ne čisto po žalsko, po savinsko. Tako da, ja. Prvo moje predavanje je bilo od moje prijateljice, kolegice, ali kako naj temu rečem, Barbke Špruh, ko jo verjetno vsi poznate, ker je ena tudi izmed, ki je vse te depresije, vse tablete dala stran in danes tudi o tem predava. Prvo predavanje, v joku sem prišla čist dolne, jaz bi res rada, da vidite tisto staro Natašo, ne, da jo probate začutiti, res koliko sem bila na dnu, ne. Oče me je peljal, sama se nisem mogla peljati, ne, še avta nisem mogla voziti, bila sem brez denarja, hodila sem na Karitas, na Rdeči križ, po oblačila, po hrano s potečenim rokom. In me je oče peljal na to predavanje v Barbke Špruh in sem ji povedala in je rekla, jaz verjamem v tebe, zmogla boš. In sem mislila, jo, kaj s tabo, ne, mislim, kako ne jaz zmorem, če ne morem, ne. Jaz sem mu ubila, jaz res ne morem, je rekla, verjamem v tebe, ne. Ona ima tak prodoren glas, ne, da ga res začutiš s celim telesom. In potem sem, zdaj pa razliko med nekom, ko mu uspe, pa med nekom, ko mu ne uspe, ali pa menoj, ko je uspel, pa enemu, ko ne, je v tem, ko je Barbka rekla, zjutraj pijem, ne vem, vsako jutro pomarančen sok, limonin sok, ašvaganto je, CBD kapljice si nabal, brez THC-ja, ne, iz rastlinske konoplje. Potem preber to knjigo, naredi to pa to, je to Nataša takoj naredila, ne, brez najmanjše vere, da mi bo karkoli uspel, ampak sem rekla, če je Barbka to rekla, bo to meni pomagalo, ne. In tako sem počasi začela in potem sem od enega terapeuta, pa karmična diagnostika, pa razna predavanja, pa razne knjige in sem počasi lezla ven, tako ene 3 leta recimo, da sem res ven prilezla, 4 leta. Potem sem bila pa že tako, potem sem začela v enem obdobju 3-4 leta nazaj Ano Bučevič poslušati, ona mi je zelo veliko informacij predala, imate na YouTubu recimo vse brezplačne posnetke in sem začela se fokusirati na področja v življenju, ko mi še niso šla, se pravi finance, odnosi in tako naprej. Kupovala si mentorske programe od raznih mentorjev, ki so imeli to izkušnjo, da so rečemo iz pomanjkanja denarja prišli zdaj do denarja ali pa iz slabih odnosov v lepe odnose in na ta način mi je uspelo. Ogromno denarja, ogromno časa in ogromno energije sem vložila v to, da sem danes tu, kjer sem, da danes Slovenijo, bila sem že tudi na Hrvaško povabljena zdaj, da sem predavala, delim to zgodbo, da pomagam ljudem, imam svoj program, s katerim tudi ljudem pomagam, tako da sem vse to pretransformirala, da lahko danes pomagam drugim. In ta izkušnja mi je postala v doprinos ne meni, ampak vsem ljudem.
Do tega bomo seveda še prišli, tudi v nadaljevanju. Tudi sam sem pogledal videe, ki jih lahko najdete na YouTubu, kot prej, ko si omenila Ano, in so tudi brezplačno dostopni, vsekakor zelo zanimivo poslušanje. In tudi taka sogovornica si, ki v bistvu ima tak dinamičen, prijeten glas in je res zanimivo poslušati, ker pač ne glede na to, da je tematika, o kateri govori, zares težka in da mora človek prestati ogromno vsega in pa tudi ogromno delati na sebi, da je lahko pripravljen tako sproščeno dejansko govoriti. Tudi sam recimo, mogoče pa ni moja, mislim, vsak med nami bije svoje bitke in vsak ima svoje borbe, nekaterih premagujemo kdaj uspešno, spet drugič spet ne tako uspešno, ampak vsak hodi svojo pot in tudi pri meni je recimo bilo tako, da ko sem zbolel z rakom, so se nekateri čudili, zakaj recimo moja terapija je bila, da sem pisal o svojih občutkih, nisem toliko govoril, ampak pisal in je v bistvu to meni, kasneje sem ugotovil, predstavljalo to čiščenje. Spet nekdo drug pa je to videl kot, ne vem, zdaj pač tam more jamrati in pisati, kako se počuti in kaj je, in nekateri so mi celo na koncu učitali, da se preko svoje bolezni promoviram, ampak mislim, da to ni, ne moramo reči temu promocija. Konec koncev, če ti spregovoriš o neki svoji borbi in o tem, kaj si sam doživljal, verjamem, da se najde ogromno ljudi, ki se v tvojih besedah najde in ki jim lahko tudi pomagaš. Tudi recimo gospodično Barbko Špruk poznam, zelo tudi imela intervju in tudi se mi zdi krasna sogovornica, ker tudi poznamo primere seveda ljudi, ki so recimo v bolnišnicah, pa so na antidepresivih in tudi na drugačnih terapijah in tudi recimo govorijo o bipolarni motnji, kot recimo Jaka Tomc, ki ga verjamem, da tudi poznate, On tudi recimo zelo dosti govori o teh terapijah po zdravilih, ki so mu jih se pravi dajali in mu niso pomagali tako, kot so mislili pa vse, Ampak preden nadaljujeva, se pravi, oziroma preden pridemo do točke tvojega programa, s katerim pomagaš drugim, me zanima pa, če se ne motim, se pravi, pri 7 letih se je začela, se pravi, pri tvojem 7, ko si bila stara 7 let, pred 7 leti pa se je torej zgodila skorda izkušnja samomora, Ja. Ja. Vse na 7. Ja, vse na 7, evo, Ja. Zanimivo, tako da 7 te na nek način zaznamuje, In tudi pravijo, da na 7 let so vse celice, vse zamenja, Aha, no tako, ja, tudi recimo, no, evo, zanimivo. In tudi 7, Ja. To sem pa zadnjič, ko je en človek odšel iz tega sveta in sem prav dala noter, zakaj se glih 7 reče, Ja. Ker je življenje kao na 7 krogov razdeljeno in ko prideš do zadnjega, 7, ko zaključiš življenje tu na zemlji, si sklenil ta krog, Ja. Tako, no, jaz ga ne bom zaključila še, ampak... Ne, zanimivo, ker smo zdaj prišli do te točke, moram povedati, da recimo tudi telo po kemoterapijah naj bi okrevalo 7 let. A, res? Ne? Ja, tako da, evo, očitno res nekaj drži na teh 7. In zdaj me zanima, kaj bi recimo ti, oziroma kakšen nasvet bi dala sama sebi, se pravi pred Nataši pred 10-letjem, recimo, oziroma 14 leti in Nataši pred 7 leti. Če bi imela vso to znanje, ki ga imaš danes, kaj bi rekla, se pravi, svojima pomlajšima različicama? Ja, prvo, kar bi si rekla, kar mi zdaj pride na bi si rekla, poišči pomoč. Poišči pomoč, pokaži svojo ranljivost, ker ranljivost ni šibkost, tako sem jaz mislila, ampak v ranljivosti se skriva velika, velika moč. Poišči pomoč odrasle osebe, ki ti bo pomagala najti rešitev. To je zelo pomembno, ne osebe, ki bo s tabo jamrala. Pa bo šla v tvoja čustva, pa bo šla v tvojo stisko, ker potem sta dva, ker mi že danes verjetno vsi, ko ste tu, veste, da je vse energija, da je vse vibracija, da je vse frekvenca. In če jaz tebi nekaj povem, koliko mi je hudo, in ti greš z mano s čustvi v zgodbo, koliko je meni hudo, smo že dva, ko ustvarjamo to, kar si jaz ne želim. Se pravi, poiskati osebo, ki ti lahko ponudi rešitev, ki te pelje ven iz tega stanja, v katerem ne želiš biti. To je bil tudi moj prvi korak takrat, recimo Barbka. Ja, predvsem se mi zdi, da je to res velik problem, da
se zavedamo svojih težav, ampak hkrati ne naredimo premika za to, da bi jih odpravili oziroma sploh, da bi poiskali pomoč. In nekaj časa mislimo, da bomo mogoče sami zmogli, teptamo to v sebi noter, potem pa gremo samo še na slabš. Ker vedno je tako, če bi zmogel sam, pol bi že to zrihtal, ne? Ja. Se pravi, očitno ne zmoreš, rabiš pomoč. In nas je tako sram neko prositi za pomoč takrat, ko smo v nekem stanju, ki ne želimo biti, ne? Ampak to ni nič kaj takega, ne? In ko pokažeš to svojo ranljivost, ne zmorem več, mi lahko prosim, nekdo pomaga, pol tudi pridejo ljudje nasproti, ko so meni prišli, ne? In po vseh teh, se pravi, izkušnjah, travmatičnih in žalostnih in vseh teh, danes pred nami sedi Nataša, ki je učiteljica življenja in kot tako te moram prvo vprašati, kje vidiš največjo težavo sodobnega človeka? Je to, da se recimo preveč sekiramo, še vedno, da si mislimo, kaj pa bodo drugi rekli, če, a ne? Ali pa je morda to, da želimo kdaj tudi pač seveda vsem ugajati? Ali pa to, da vedno pomislimo zgolj na druge, ne pa nase? Ja, jaz te bom malo popravila. Mogoče v ničemer ne vidim težave, ampak vse je neka pot, vse je naša rast, vse je neko zavedanje. A ne, ko do nekam pridemo, se pač zavemo, aha, če se bom sekiral, ustvarjam še več tega, za kar se sekiram, recimo. Ne, se pravi, jaz bi tu res rada poudarila, da bi vsem tem svetovala, recimo ljudem, delo na sebi, fokus na sebe, nauči imeti rad sam sebe, to je prvo, jaz ko delam z ljudmi vidim, da noben se nima rad, ker iz primarne družine nima tega vzorca, kaj pomeni imeti rad sam sebe, pa ne, da ga starši niso imeli radi, ampak starši sebe niso imeli radi, ne? Se pravi, ugajaš, greš preko sebe, rečeš ja, takrat, ko misliš ne, se pravi, nisi iskren do sebe, greš v neka razmerja, ko že na začetku veš, da ne bojo, nimaš neke jasnosti glede tega, kar ti želiš. Nimaš jasnosti glede svojih užitkov, glede stvari, ko jih ti potrebuješ, da se lahko lepo počutiš, pa da se fajn počutiš. Ne? Pa preveč, tako si rekel, daš na mnenja drugih ljudi. Ne? Jaz tudi, ko sem začela predavati, ja, kaj bo pa kdo rekel, pa sem predebela, pa sem presuha, pa premalo znam, pa ne vem, kaj vse sem se ukvarjala. Se pravi, 1 leto dobro sem se ukvarjala s tem, da sem rešila ta vzorc, kaj si pa kdo drug mislil o meni. Ne? Ampak jaz sem videla, da imam tu težavo in sem se začela v to poglabljati. Se pravi, in še danes se vsak neprijeten občutek, ko se mi zgodi v telesu, poglobim v sebe, tudi če se mi je zgodil zaradi drugega človeka. Ker zakaj sem jaz vse to prestala, pa to vlogo žrtve, zaradi tega, ker sem za popolnoma vsa stanja, ko so se meni dogajala, krivila druge ljudi, da so oni odgovorni. In če se navežem nazaj, ključen korak v razvoju človeka, v življenju je, jaz sem odgovorna za popolnoma vse, kar se mi v življenju dogaja. Jaz in čist nihče drug. In kar izvolite, ja. Kaj pa otrok v taki družini disfunkcionalni? Je tudi on kriv? Moji? Ne, kot otrok. Kot otrok ne moreš to reči, odgovornost. Jaz govorim, da nekje, mogoče pri 22 letih plus, bi se lahko zavedali, edino kar je, da nimamo teh informacij, ker nismo na tej vibraciji in ne pridejo ne ljudje do nas, ne predavanja, ne knjige, ne nič, ne. Jaz sem pri 40 letih te informacije dobila, ti si odgovorna za vse, kar se ti v življenju dogaja, vse je energija, vse je vibracija, ne. V otroštvu? V otroštvu tega nisem vedela. Ja, jaz bi rad se sam tukaj opravičil, ja, bomo se pravi vprašanja imeli čez slabe pol urce oziroma proti koncu, tako da ja, si kaj zapišite, da ne bomo prekinjali se pravi pogovora, ker verjamem, da bi mogoče kdo drug tudi rad še kaj dodal, pa če se strinjate oziroma bi si želel, da se strinjate, a ne, da potem lepo pripeljamo se pravi takrat vprašanja noter in Nataša bo z veseljem tudi odgovorila, ker vidim ja, da evo, kandidati oziroma da zanimanje že je, tako da krasno. Skratka, da se vrneva,
odlično si tole naredila uverturo, kajti ja, se pravi, vse se začne že pri lastnih mislih in v nekem trenutku se lahko imamo krasno, v naslednjem trenutku se pa lahko že začnemo sekirati, kaj bo, ampak potem smo seveda mi tisti, ki prvi lahko urgiramo in spremenimo ta tok misli, ampak že to je težko, a ne? Konec koncev recimo tudi meditacija, pa vem, da si tudi sama si pomagala z njo in da tudi jo priporočaš. Jaz sem en izmed tistih, ki moram priznati, da sem malo bolj šlampast in da sem poskušal že ene parkrat, tudi recimo sam, tudi recimo z branjem, tudi z poslušanjem pa vse, ampak enostavno se mi zdi, da smo ljudje včasih tako narejeni instant, ne? In da čakamo, probaš prvič, probaš drugič, tretjič, pa če se nič ne zgodi, potem kar misliš, to meni ne bo ratalo, zakaj bi vztrajal, ne? Ampak seveda ni tako in treba korak za korakom graditi pot k boljšemu jutri, ne? Ja, točno tako, pa sem vam vseeno mečkam na gospo navezala. Se pravi, zakaj ob koncu teh posebnih zgodb, ko jih imamo danes, imam jaz za vas vse pripravljeno eno darilo, ki ga boste dobili po e-mailu. Krasno knjigo, gospa glih za vas, ki je meni spremenila pogled na življenje totalno. Se pravi, da sem lahko odpustila, da sem prišla do točke, da ne rabim sploh nikomur nič odpuščati, da sem si sama zbrala te starše. Se pravi, tudi kot otrok sem razumela, da sem si jaz zbrala to, da sem jaz prosila svojega očeta, še ko smo bila tam gor, a mi lahko to pa to prosim narediš, jaz rabim to izkušnjo na zemlji. Ne? Vedno rečem, da govorim svojo resnico, ki meni pomaga, ni nujno, da bo to od koga drugega resnica. Kar se tiče meditacije, kar se tiče vsega tega, se pravi, jaz sem imela, za mene, ko človek reče, tako si zdaj ti ne znam meditirati, ne vem, kako ne meditiram, ne znam vizualizirati, to je izgovor. Se pravi, meditacija deluje, jaz sem dokaz za to, da deluje. Umiri misli, najdeš sam sebe, pa ne samo to. Zdaj vam bom eno veliko skrivnost povedala. Se pravi, zdaj ne bo več skrivnost. Vso moje življenje, ko ga jaz danes pišem, je posledica mojih meditacij, ker tam v meditaciji slišim glas, kak naj bo moj naslednji korak. Ne? Tam slišim svoje srce, tam slišim svojo dušo. Vse, kar jaz danes naredim, je iz tega stanja ali še to, pazite, iz stanja, kadar uživam. Se pravi, ali ko grem na masažo, ali ko hodim v hribe, ali ko se posvečam sama sebi na bilo kak način, ko je meni fajn, ko jaz uživam. Takrat pridejo ideje, takrat pridejo misli, takrat se vse zloži skupaj, kaj naj jaz naredim kot naslednji korak. Se pravi, meditacija je veščina, ki se jo vadi in se jo da naučiti. Kako dolgo vztrajaš, dokler se jo ne naučiš. Ne? In če gledamo zdaj recimo enega otročka pri 9 mesecih, da je začel hoditi, a je takoj shodil po 3 dneh, a je shodil po 3 mesecih recimo, ne? Kolikrat je padel, kolikrat mu ni šlo, ampak je vse nadaljeval kljub padcem, kljub temu, da mu ni uspelo, zato jaz vedno trdim, da uspeh ne obstaja, ampak si za vsak ta padec bližje uspehu, bližje temu, da shodiš. Tako ta otrok, to želim, da si predstavljate, ne? In meditacija je veščina, ki se jo vadi. Dan za dnem, dan za dnem, dan za dnem. Se pravi, 1000 noči lahko preteče, zgodi se pa eno noč, da umiriš misli. In tista ena noč je ključna, ampak prej rabiš pa 1000-krat iti v meditacijo, da ti eno noč pol uspe. Pa pol spet ne pomeni, da ti bo vsako noč naprej uspela ali pa večer, kadarkoli boš pač meditiral, ampak slej, ko prej boš pa prišel v to stanje, da boš znal, da to se ne da izsiliti tega stanja, ne? To je veščina, ki se jo vadi. Tako je tudi recimo veščina tale, Sabina, vizualizacija, ne? Je tudi veščina, ki se jo vadi. Se pravi, na začetku si ti ne znaš predstavljati, da jaz tu sedim, zdaj si pa lahko jaz predstavljam, da je tu 500 ljudi, da so same kamere in tako naprej. Pa si to že lahko z odprtimi očmi predstavljaš. In to, kar si lahko predstavljaš, boš slej ko prej tudi živel. Če boš v teh predstavah vztrajal, pa verjel. Ključna je pa vera tukaj, ne?
Ja. vera v to. Jaz se tukaj lahko zgolj posujem s pepelom in priznam, da sem pač res len, kar se tiče mojega osvajanja meditacije, ne, zaradi tega, ker tudi tekom 8-mesečne bolniške, ko sem prejemal kemoterapije in bil 24/7 priklopljen na cevke, seveda poskušaš najti 1001 pot, kako bi pomagal sam sebi in recimo bereš, nekomu pomagajo knjige, spet drugim kaj drugega in tako sem pač poskušal tudi osvajati meditacijo, ampak nekje vmes obupal. Si pa neizmerno želim, da bi jo osvojil in tudi se vidim sam praktično tudi recimo nekega dne tam med menihi v Indiji ali kje tako. Tako da ja, nekega dne pridem tudi sam do tja. Kar se pa tiče tebe in seveda tvoje poti, pa sedaj pridemo do točke, kjer si našla tudi eno svojo pot, kako lahko seveda to, kar si prestala, prenašaš na druge. In tako se je rodil tudi tvoj YouTube kanal Planet ljubezni, ki že, kot ime pove, vsebuje ogromno ene ljubezni. In v enem izmed predavanj, ki sem jih zasledil, si nagovor začela, da bi rada prisotnim povedala, kako si postala najsrečnejša oseba na svetu. Ja. Ne? In, To se vse da naučiti. ja. Vse, kar sem jaz danes, sem se jaz naučila od drugih, ki so to že dosegli. Tako. In seveda mene tudi zanima ta pot. In kako bi opisala torej svoj YouTube kanal oziroma pač to pot, kako lahko recimo, kje naj začnemo in kako naj stopnjujemo, zaradi tega, ker je ogromno enih poti. Tudi recimo Louise L. Hay, Življenje je tvoje, če se ne motim, ona je tudi recimo pisala o tem, da zjutraj, ko recimo vstanemo, da je lepo, da se pogledamo v ogledalo, pa da si rečemo, da se imamo radi, ali da si rečemo, da danes bo pa lep dan. In to so že te misli, s katerimi lahko krojimo, se pravi, potek in nadaljevanje dneva. Ne? Jaz bom tu rekla, da sploh ni važno, samo začni. Začni z nečim. Zdaj, vsi lahko začnejo z Louise Hay. Vsi lahko začnejo z mojim YouTube kanalom. Vsi lahko začnejo z Ano Bučevič. Vsi lahko začnejo Bartko brat, ne? Recimo, zdaj smo že ene pari povedala, samo začni. Začni ne danes, ampak zdaj. Zdaj. Ta trenutek je treba začeti spreminjati svoje življenje. Ne danes, ta trenutek. Ker vse, kar imamo, je samo ta trenutek. In zato prej, ko si omenil skrb, se pravi, ali smo pretirano v preteklosti, pa se krivimo, pa obsojamo druge, pa smo jezni na druge, pa ne vem kaj, pa smo nevošljivi, ali smo pa pretirano v prihodnosti. Se pravi, kaj bo, kako bom plačal položnice, kako bomo zdravo raka, kako bom, ne vem, z sinom rešil odnos, kako bom to, se pravi, brezvezna vprašanja. Jaz jim rečem vprašanja povprečnežev, ki ne kreirajo. Postan kreator, zavedi se, da si za vse sam odgovoren in zdaj ta trenutek se začni učiti. Pridobivi nove informacije, ki bojo z ponavljanjem postale z vajo in ponavljanjem, poudarjam, tako meditacija, postale tvoja navada in tvoje znanje. Se pravi, kdaj lahko rečeš, da nekaj veš, takrat, ko to tudi živiš. Prej pa ne moš reči, da nekaj veš, to govori ego, ne? Ko takrat vemo, rečemo, se to pa že vem, to že vse vem, tega ne rabim več. Meni je dokaz, če to živiš, če res veš, ne? In, a sem odgovorila? Ko mene kar zanese, pol. V bistvu res je tako, ne, praktično se mi zdi, da ljudje zelo radi smo, sami sebe postavljamo v vlogo žrtve, ne, in pač najdemo tisoč in en izgovor, zakaj nam ne uspe, recimo, morda imaš službo tako, pa tudi recimo družino, pa otroke in potem tisoč in en opravek in potem nekdo reče, lahko je reči, a ne, ampak kje naj jaz v teh 24 oziroma odštejmo ure za spanje, kje naj jaz zdaj najdem še čas za to, da bom recimo meditiral, da bom si vzel čas zase in, a ne, se mi zdi, da to ogromno ljudi ima težave s tem, a ne, da raje pač, ne vem, potepta, se pravi, nimam časa, otroka moram peljati tja, to moram narediti, ne vem, oprati, ne vem kaj vse in na koncu gre dan mimo, tebi se pa samo kopiči. Ja, to so zelo lušne. Take so zgrešene vrednote.
Ne? Če so prave vrednote, pa Ja, sam najbolj. ljudje ne znajo. Ne? Jaz vedno rečem, vsak dan, gospod, to tudi za vas, vsak dan najboljši. Jaz sem že 30 let. Ne zaradi meditacije, zaradi vprašanja, ki ste ga prej postavili. Vsak dan najboljša verzija sebe. To ne pomeni, da je najboljši, je pa najboljša verzija sebe. Vsak človek, vsak nas starš, vsak nam, ko nam je bilo kaj grdega naredil, je bil tisti dan najboljša verzija sebe, drugače ni znal. Ni znal. Kaj si me vprašal? Lahko sem ponoviš, ko imam pripravljen še za naprej. Se pravi, kako ob vsem tem času... Izgovori, ja. Se pravi, izgovori, to nimam časa, nimam denarja, ne zmorem, težko je, ne? To prva stvar, ko bi vam jo tu svetovala, je paziti na svoje besede. Vsaka beseda ima vibracijo, s katero ustvarjaš življenje, ki ga želiš ali pa ki ga ne želiš. Se pravi, ves čas sami sebe samo hipnotiziramo, oziroma naše življenje je naša hipnoza, ki jo sami sebi povzročamo. Ali pa en bo rekel, ne bom uporabljal afirmacij, ne verjamem v afirmacije, ampak kaj delamo, ves čas afirmiramo, ampak ponavadi to, kar ne želimo in to tudi pol živimo. Se pravi, nimam denarja, nimam časa, ne zmorem, so pa izgovori. Jaz se vstajam ob 4 zjutraj ali pa ob pol 4, da delam svoj program, se pravi, ves čas sem v nekih mentorskih programih, ki mi na določenih področjih pomagajo, ni izgovora, pa imam glih tako otroke, pa imam 2 psa, pa imam vsak dan stanovanje za čistiti, pa za oprati, pa za delati, pa posvete, pa coachinge, pa glede programa, ogromno dela imam, ne, to se vam še sanja nekoga imam, ne, ampak vedno najdem čas za to. Jaz rečem, ostan se 1 uro prej zjutraj. Se pravi, zjutraj potem absolutno priporočaš bolj, da se tega lotimo zjutraj, kot pa recimo v večernih urah, ko imamo že ves dan za sabo in so na vlaku na sebi. Jaz recimo sem letos naredila tudi, jaz sem drugače po izobrazbi diplomirani inženir agronomije pa učiteljica, ne? Tako da nekaj sem naredila v življenju, v šolo sem rada hodila. Sem pa letos naredila tudi izpit, ta MPK prav, da sem zdaj po poklicu maserka, ne? In zakaj vam to govorim? Se pravi, preden sem šla na izpit, sem si dala na YouTube recimo 10-minutno vodeno meditacijo, da sem se umirila, vprašala, katero vprašanje naj vlečem in mi je bilo pokazano, ne? Se pravi, zdaj jaz ne moram reči zjutraj, popoldne, zvečer meditiri. Deli to vsak dan, ampak takrat, ko ti nekako paše, ne? Od začetka ti še ne paše, zato ker se moraš presiliti, ker mora tvoja navada postati, ampak začni, samo začni. Pa če 5 minut na dan si daš, imaš ogromno na YouTubeu 5-minutnih meditacij tudi. Ja, čez 1 leto se bo nekaj poznal, samo če pa nikoli ne boš, pa nikoli vedel, kaj te čaka, ne? Ja, dobra izpeljanka, ko si omenila, da si se pravi potegnila listek, kaj naj vprašaš oziroma kaj boš vprašana, ne? Torej je pot, se pravi, z meditacijo lahko tudi sam mi je všeč to, zaključim tudi svoj izpit na faksu, ki se mi vleče že leta in leta. Pa ne samo z meditacijo, tu imaš recimo metodo Rešeno je, ne? Se pravi, to je en krasen korak, ker praktično, če zdaj ne vem koliko veste o tem, ne, v Vortex recimo v vrtincu, na neki stopni, Martin Kojc vam o tem govori, potem tudi Znanost o bogatenju, knjiga, številni avtorji, se pravi, da je že vse rešeno, ker jaz se zelo v te stvari poglabljam, se pravi, če si jaz zdaj zaželim, da bi imela belega BMW-ja, ne vem katerega, X8, če obstaja, ne vem, ne, se pravi, odkot je prišla ta želja je mogla od nekod priti, ne? In se pravi, vse naše želje pridejo iz prostora, oblačka, kvantnega prostora, to je že Nikola Tesla dokazal, kjer je že vse izpolnjeno, ker drugače, jaz imam drugačno željo, ko vi, ko ti, ko vi, ne? Se pravi, vsak ima drugačne želje. In te želje iz enega prostora pridejo, ker je že izpolnjeno. Se pravi, ti greš v energijo, rabiš iti v občutek, da si izpit že naredil. In to rabiš čutiti zdaj, ker zdaj kreiraš. In to vadiš. Ker je že rešeno, ti si ga že naredil. Kdaj vadiš? V trenutku zdaj. Če boš pa, kaj ga bom naredil, ne vem, spet ga bom padel, toliko se imam za učiti, kaj delaš, kreiraš, to da noš nikoli naredil, ne? Se samo odmika.
treba je res paziti na besede, ne. Prej si večkrat rekel, težko je, ne, to radi rečemo, težko je, ne. In kaj delamo s tem? Povzročamo, da nam je res nekaj težko. Lahko pa to besedo težko je, zamenjaš lahkotno je, lahko je in jo vadiš, ker tudi težko je afirmacija. In slej, ko prej to afirmacijo živiš. In sam zamenjaš, tudi če ne verjameš, sam probaš, lahko je in govoriš to dan za dnem in slej, ko prej postane tole res lahkotno. Se pravi, omenila si Martina Kojca in ne glede na to, da sem tudi sam bral učbenik življenja, moram povedati, da se moram ogromno naučiti tudi sam od učiteljice življenja, Nataše, zaradi tega, ker tudi, se pravi, se vrnemo k mojemu temu izpitu nesrečnemu, ki se mi vleče na faksu in namreč še zadnji rok imam, da ga naredim. Naredi si ga že. Ne. Aha, ja, naredil sem ga, ampak skratka, 8. rok in če ga ne naredim, potem me vržejo. Naredil si ga. Ja. Zakaj govoriš zgodbo, ko jo ne želiš? Aha, ne, samo hočem pripeljati do tiste točke, kaj se je zgodilo. Skratka, rekel sem si, da sem si ga naredil in preden sem sploh pristopil na izpit, sem šel in sem si kupil nova očala, za katere sem odštel 150 evrov, očala sem imel, izpita pa ne. Ampak ja, se pravi, zgolj hotel sem dati iztočnico za to, da povemo, ne, da se imam ogromno od tebe naučiti tudi sam. In med drugim sem izbrskal tvoje besede, ki so mi bile zelo ljube in sicer si zapisala, ko boste začeli zavestno pripovedovati zgodbo o življenju, ki ga želite živeti, novo zgodbo o denarju, novo zgodbo o odnosih, novo zgodbo o partnerstvu, novo zgodbo o vašem telesu, se bodo spremenili vaši miselni vzorci, spremenila pa se bo tudi vaša resničnost, vaše življenje. Tako si lepo povedala. A ne? Mislim, res zelo lepo in se mi zdi to tak en lep, se pravi, zaključek oziroma nekako povzetek tega, kar smo pravkar poslušali, se pravi, od teh začetkov te žalostne zgodbe pa vse do tja, kjer si danes in če povzamemo torej vse o naših mislih in sliši se tako preprosto, a na drugi strani je pa hkrati tako težko oziroma še zdaleč ni. Čeprav ja, verjamem, da lahko postane preprosto, ko se tega zavemo in zaradi tega sem vesel, da si danes tukaj v naši družbi. In seveda mislim, da je tudi čas, da podaš svojo, se pravi, mogoče nekako zaključno besedo tega dela, potem pa bomo odprli malo širšo debato. Ja, če se navežem na to, kar si prebral, pa mi je že ušlo. Aha, se pravi, ko boste začeli zavestno pripovedovati zgodbo o življenju. Se pravi, kaj delamo večino časa? Vsi. Govorimo zgodbo življenja, ki ga živimo. Ok, ne? Se pravi, imam raka, imam izpit za narediti, imam, ne vem, finance za rešiti, rada bi rešila odnos s hčerko. Se pravi, večino časa govorimo zgodbo življenja, ki ga trenutno živimo. Ob tem življenju, ki ga pa trenutno živimo, če si predstavljate vlak, recimo, pa 3 te tire, kako se reče, tire? Tiri. Ne, 3 te tirnice, ko vlaki vozijo gor. Se pravi, en vlak vozi po prvem tiru, drug vlak po drugem, tretji vlak po tretjem. Istočasno se srečajo, vsak na svojem tiru. Tako je pa z življenjem. Istočasno ob tej realnosti, ob tej resničnosti, ob tem življenju, ki ga trenutno živimo, poteka druga realnost, drugo življenje, ki ga želimo živeti, recimo, ne? In zdaj, kako bomo pa mi prišli do te realnosti, ki jo želimo živeti, ko je izpit narejen, ko imamo lepe odnose, ko imamo finance poštimane, ko imamo, kaj si še prej rekel, recimo, ne vem, karkoli si želite, na kak način mislite tak, da bomo večino časa govorili o življenju, ko ga trenutno živimo, pa ko ga ne želimo, ali da bomo večino časa govorili o življenju, ki ga želimo živeti. Se pravi, tu bom zdaj vzela to. Tu je življenje, ki ga trenutno živimo, tu je pa življenje, ki ga želimo živeti. In zdaj se sami vprašajte, kje ste večino časa za svojo besedo, mislijo, občutkom. Na tej strani življenja, ki ga ne želite živeti več, ali ste svojo mislijo, besedo, mislijo, občutkom na tej strani življenja, ki ga želite živeti. In to se vadi, nova zgodba se vadi, zavestno se vadi, zavestno se opominja. Se pravi, če jaz želim imeti, recimo, kaj ne rečem, napolniti dvorano s 500 ljudmi, recimo,
ne, ali pa če jaz želim narediti izpit, rabim jaz večino časa govoriti, kot da sem izpit že naredila, razmišljati, kot da je izpit že narejen, vizualizirati, kako sem ga naredila, kako se bom počutila, ko sem ga naredila, da zdaj v tej realnosti čutim občutek sreče, ko bo izpit narejen. Zdaj moram to čutiti. In na tak način poteka vsa kreacija, naše življenje. Ena taka mena, recimo vizualizacija, ki mi ratuje, vsaj zdi se mi, je, ko se mi kam mudi, da pa če sem z avtom, recimo, si predstavljam, da bo tam parking zame, ne, in potem recimo pripeljem tja in ves vesel najdem, evo parking, ne, tako da, v bistvu to je en tak majhen korak, ki lahko seveda pripelje potem naprej in se mi zdi, da se vse skriva praktično o tem, da bi morali čim večkrat tudi sami, tako kot si omenila, že misliti na to, da je to že nam uspelo in da smo že tam, ne pa zgolj, se pravi, tisoč in ene druge vprašanja, kako nam bo uspelo plačati položnice in kako bomo preživeli in vse to. Tako da... Ker ko razumeš življenje, ko razumeš, da si za vse sam odgovoren, potem res postaneš zavesten pri mislih, pri besedah, pri občutkih, ki jih čutiš. Res paziš, kaj govoriš, ker veš, da s tem ustvarjaš. In na tem mestu bi jaz, rečemo, v zaključke jaz ne verjamem. Jaz vem, da bomo zdaj vsi šli čisto drugačni tu ven in da nas čaka res lepo življenje, vse nas, da bomo nadaljevali in zaključili. Bi pa res tu poudarila to odgovornost še enkrat. Se pravi, jaz sem odgovorna za vse, kar se mi v življenju dogaja. Vse lahko spremenim in za naprej bom povedala en stavek, ki je moj stavek. Se pravi, ko sem sprejela odgovornost, lahko spet gremo v vlogo žrtve. Za vse sem jaz kriv, to pa ne, jaz to ne morem popraviti. Lahko gremo pa v vlogo zmagovalca, pa rečemo, ok, če sem jaz vse to skreiral, kar mi ni všeč, se pravi, lahko ustvarim, skreiram vse, kar mi bo všeč. In tu zdaj pride moj stavek, zdaj ne vem, če je glih za v knjižnico primeren, ampak vseeno, če sem skreirala sranje, lahko skreiram tudi sanje. Tako da Nataša zdaj kreira sanje in mi prav fajn gre, no. Sem zasledil to misel in mi je zelo všeč, ne glede na to, da, kot si omenila, morda ni lih primeren za knjižnico, ampak se mi zdi, da smo verjetno že slišali tudi marsikaj hujšega, pa zelo lepa izpeljanka je. Glede na to, da smo pa v knjižnici, pa bi rad zgolj povprašal, si bom drznil prvo vprašanje postaviti sam, preden predam besedo vam, ali je bila tudi knjiga Joya Dispenze Placebo ste vi med tistimi, ki si jih brala? Tudi? Ja. Aha, evo. Še ena izpeljanka za vas morda, če bi radi posegli po kakšni knjigi, pa prej sva že omenila tudi Martina Kojca, se pravi Učbenik življenja, pa tudi vprašanje, še podvprašanje. Knjiga je na poti? Ja, knjiga je na poti. Jo že kreiram, se pravi govorim, vsak dan prodam 10 knjig. Fantastična knjiga. To je kreacija, to dela kreator. Kljub temu, da ni, kreiraš željeni rezultat. Se pravi, knjiga še ni napisana, jaz že danes kreiram, da je bestseller, da vsak dan prodam 10 proizvodov, 10 knjig, da sem milijone ljudem pomagala s to knjigo in tako naprej, ne? Tako da svet je... Lahko vsak dan rečem, ni še knjige, ne ljub se mi jo napisati, sploh ne vem, kaj ne pišem, zakaj sem tako smotana, da še nimam knjige, knjigo je pa res tako težko napisati, lahko to delam, lahko rečem, vsak dan prodam 10 knjig. Vedno bliže sem tej knjigi, iz minuto in minuto sem bliže, da jo bom napisala, ne? To dela kreator. Tako da drugo leto, ko bomo tu bo. Krasno, bomo imeli predstavitev in se že veselimo in z veseljem bomo seveda tudi prebrali. Nataša, na tej točki se ti kot prvo zahvaljujem, ampak to seveda še ne pomeni, da je tudi našega druženja konec. Naj omenim eno izpeljanko oziroma eno zanimivost. Morda prejle, ko so te nekdo je zamenjal od prisotnih, je mislil, da si ti
prišla iz zapora. Naj omenimo, da to ni tako, ampak sem napovedal, da bomo se pravi v novembrskih posebnih zgodbah in sicer 15. novembra lepo dobrodošli ob 18. uri tudi tukaj v knjižnico Otona Župančiča, kjer bo naša gostja Nastja Holc, pedagoginja v zaprtem delu Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob. In to sem omenil med drugim tudi zaradi tega, ker v bistvu tudi Natašo čaka prav posebno poslanstvo v zaporih in to še poveva, potem pa res odpreva vaša vprašanja. Ja. Tako, ker toliko vsega zapovedati, bi lahko še sedeli ure in ure, ja. Ja, povabili so me tu na Povšetovo, da pridem predavati, ja. Tako da bi tudi tistim ljudem pomagala, ko imajo samomorilne misli, ko se krivijo, se pravi tem najhujšim, bom rekla, v narekovajem zločincem. No. Tako da se zelo veselim. Jaz pravim, če rešim eno življenje, nisem rešila enega, ker to je taka mreža, ne. Jaz recimo pomagam s svojim programom, recimo eni osebi, ki je v programu, zboljša se ji partnerski odnos, zboljšajo se odnosi z otroci, zboljšajo se finance, ona najde sebe, recimo, in to se taka lepa mrežica plete, ne. Tako da sem zaradi tega zelo vesela. No. In res vam hvala, da ste prišli in da ste se odzvali. Tako, zelo lepo in vso srečo, oziroma ti želimo tudi seveda na vseh tvojih področjih in ob vseh priložnostih, ko boš lahko svojo zgodbo predajala seveda naprej. Hvala lepa. Z veseljem in hvala, da si se odzvala po povabilu in si danes naša gostja. Zdaj pa, spoštovane dame, spoštovani gospodje, odpiramo torej debato, vprašanja in dobrodošli, da torej učiteljici življenja Nataši Mesnarič postavite torej vprašanje, ki si ga želite. Bi pa ob tem prosil seveda, da dvignete roko in potem seveda predamo besedo. Ker pogumno. Vam bom jaz povedala, evo. Če vprašate, nobeno vprašanje ni butasto ali pa kakršnokoli, vsa vprašanja so fantastična, zberite pogum, če imate kaj za vprašati, zato ker ne s tem, da boste rešili sebe, ampak boste še koga v dvorani rešili, zato ker sigurno boste z vašim vprašanjem komu pomagali. Tako da zdaj me imate tu, izkoriste. Jaz imam eno zgodbico, ki ni vprašanje, ampak spada pod ta moto učenje življenja. Vsi smo se mi rodili, ne? Pa vidva sta oba dva, recimo generacija mojih otrok, ne? Zato so moje izkušnje tudi majčkeno večje. In to glede na to, kar sem rekel, avtonomija, ne, kaj je avtonomija? Avtonomija je, ker se ti rodiš, maternica porine plod ven, babica prereže popkovino, če otrok zajoka, zadiha, živi, če ne zadiha, ne zaživi. In to je v življenju. Tam so aparature, so zdravniki, je mama, je znanje, je vse, pa ne morejo nič narediti. Če zadihaš, je avtonomija. In ta avtonomija te spremlja vse življenje. Ni drugih, ti si. Če ti ne boš naredil tistega, ki treba, noben drug ne bo. To jaz vedno rečem, nihče ne more namesto mene delati korakov. Jaz lahko, ali pa, ko delam s ljudmi, se pravi, jaz jim vedno dam 100. Jaz rabim od njih samo 20. Se pravi, ne morem namesto nobenega delati korakov. Dam pa čisto vse lahko, zdaj vam lahko vse povem, karkoli sem delala, še druge metode, še druge korake, ampak nobenega koraka ne morem pa namesto vas narediti. Ne morem. Vsak rabi sam narediti, no, bom dala besedo more stran, vsak rabi to sam delati, ne. Ker to je pa tista težava, ta druga, ne, ki se pojavlja pri tem delu na sebi, se pravi, prvo smo leni, oziroma se nam ne da, potem pa recimo nekoga spoznamo, kot recimo tebe, in potem pač
v tej vlogi To žrtve. pa reče, da ima srečo. Ja, mogoče srečo, ali pa pač pričakujemo preveč od tebe, Ja. da bo zdaj, tako kot si omenila ti, zdaj namest nas Ne gre. poskrbela za našo Vsak rabi preobrazbo. sam, ja. A ne? Kakšno vprašanje, gospodična tam? Ste imeli meditacijo v pogovoru, saj sem svojo izkušnjo povedala, da mi je zelo pomagalo, ker je bila skupina. Ja, Smo ja. se dobivali dvakrat tedensko Super. in to potegne, da Ja. lažje se vpelje v meditacijo. Če si sam ne res ne preveč milijon misli in vse slišiš in tako in ti vtava, tako pa na začetku nekdo vodi, ne? Super, super. Včasno tega več ne rabiš, in potem tudi doma te kliče ta čas, da se usedeš zase. Super. Ja, skupina, ne, karkoli v skupini. Mi se zdaj preveč oddaljujemo eno drugega, ne. Kdaj bomo pa res to svoje bistvo dosegli, ko se bomo povezali, ne? In zato glih skupinske meditacije, skupinske terapije, da si v neki skupini, kakršnikoli v nekem programu, zelo, zelo delujejo, ker en drugega podpiramo. Pa še to, ne, vi ne rabite zdaj, ko smo prej govorila o tem času, kdaj sem čas vzel za meditacijo, greš na sprehod od tule iz knjižnice do recimo Prešernovega trga. Evo. Sem si zapomnila. Ja. Ali pa zdaj se bo šel tu iz knjižnice domov, pa bo šel mimo Prešerca, ampak od knjižnice do Prešernovega trga lahko meditiraš z odprtimi očmi, se pravi, fokus daš na vsak svoj korak, kako čutiš svoj podplat, kaj vidiš, šteješ, ne vem, čevlje v izložbi, pogledaš, koliko luči je, šteješ tlakovce. To pomeni fokus. In si tukaj in zdaj. Hodiš, opazuješ, spremljaš. Ne, nisi, kak bom plačal položnice, kak moram jutri na ših, zdaj me 2 otroka čakata doma, tečna žena, ampak si tukaj in zdaj. In to je meditacija, da si tu in zdaj, ne, v tem trenutku, ne. To jaz zelo rad prakticiram, recimo tudi ob kakem sprehodu, zaradi tega, ker ugotoviš, da ne glede na to, da si mogoče po eni in isti ulici hodil že 100-krat, 1000-krat, da še vedno najdeš na njej nek detajl oziroma neki, česar prej recimo nisi videl oziroma nisi opazil. Tudi recimo po naravi, ko hodimo, pa mogoče, ne vem, je lahko posledica ta, da pol se spotakneš ob kakšne korenine in padeš, ampak recimo meni je zelo lepo gledati krošnje v drevesih, zato me moji starši nikoli niso bili zelo navdušeni, ko smo šli gobe iskat, ker nič nisem našel, ker sem namesto, da bi dol gledal, me je bolj fasciniralo gor, koliko je lepo. In potem se 1, 2, 3 zagledaš v kakšne te lepe prizore in se mi zdi, da okrog sebe najdemo ogromno tisoče lepih razlogov, ki nam lahko polepšajo dan. Kot recimo, lahko si v gužvi, v zastojih in se spet sprašuješ, zakaj je tega treba in kdaj boš prispel domov, ampak lahko pa pogledaš mogoče na desno in vidiš nekaj lepega in evo. Vse to bi, rečemo, tudi poudarila, se pravi hvaležnost, ne. Hvaležnost je ena taka metoda, ki se jo tudi vadi, ne. Dokler ti ne uspe priti do občutka, da si nekaj že, ne vem, milijonkrat naredil, ampak zdaj joče zraven toliko si hvaležen, da imaš to, ali pa da vidiš to, ne. Zdaj, ko si prej rekel, da sem jaz najsrečnejši človek na svetu, ne. Zakaj sem jaz najsrečnejši človek na svetu? Zato, ker sem najbolj hvaležen človek na svetu, ne. Se pravi, to vam želim zdaj res pozorno poslušajte. Moje življenje, ko sem postala srečna, se ni glede financ, glede stanovanja, glede opreme v stanovanju, glede avtomobila, glede česarkoli, popolnoma nič spremenilo. Se pravi, v enakem stanju, kjer sem se hotela ubiti, kjer sem bila najbolj žalostna, najbolj nesrečna, z enako zunanjostjo, z enako pojavnostjo, ki se je zunaj mene dogajala, odvijala, sem jaz postala najbolj srečen človek na svetu. Kaj me je to naredilo? Hvaležnost. Se pravi, prej sem iskala v tej realnosti stvari, katerih nisem imela, se fokusirala na to, kaj nimam, potem sem pa v isti realnosti poiskala, kaj pa imam? In ko sem našla, kaj pa imam vse, kako obilje živim, da imam oči, zdrave, da vidim, da lahko slišim veter, ptičke, da imam 2 zdravi nogi, da lahko vidim zvezde, da lahko objamem svoje otroke, da imam, ne vem, posodo, da lahko perem posodo za svojim otrokem, da imam nekoga.
In ko sem jaz to hvaležnost vadila, sem v isti realnosti postala najbolj srečen človek na svetu, kljub temu, da še nisem imela denarja, kljub temu, da sem imela star avto, kljub temu, da sem imela staro stanovanje. Vse je ostalo enako. Ni se od odzuni nič spremenil, da bi jaz zdaj dobila milijone, pa nov avto, pa ne vem kakega sanjskega partnerja, pa novo sedež, no to ni nič bilo. Jaz sem v enakem življenju, ko sem prej bila najbolj srečna, postala najbolj srečen človek na svetu. In do tega me je pripeljala hvaležnost. Hvaležnost je pa ključ. In ima tudi najvišjo vibracijo, najbližje je, ne vem, božanstvo recimo. Ne? Ima 900 Hz. Se pravi, čez dan se ves čas opominjam, ko mi recimo misli uidejo, joj, zdaj sem pa nesrečna, tega nimam ali pa ne vem kaj, ups, takoj da ima fokus na hvaležnost nazaj. In vadim hvaležnost. Kaj pa imam? Zakaj sem pa lahko hvaležna? Zakaj sem pa lahko srečna? In hvaležnosti usmeri tvoj fokus misli na to, kaj imaš in ga preusmeriš z tega, kar nimaš. No. Meni se zdi tudi ena taka lepa, se pravi, gesta oziroma lepa poteza ta, da recimo zvečer pred spanjem, da tudi izraziš, se pravi, hvaležnost, ne? Hvaležnost za tisto, kar se ti je zgodilo čez dan, pa za ljudi, ki si jih srečal, pa tudi hvaležnost pravzaprav za vse, kar, tako kot si omenila, kar imaš. Ne? Tudi recimo moja izkušnja z rakom je bila ta, da pred njim sem hrepenel, seveda po 1000 in eni stvari, rad bi imel to, rad bi imel tisto, rad bi imel vse. Ko sem pa pač zbolel z rakom, pa sem preko bolezni ugotovil, da pravzaprav imam vse, kar pač rabim in da sem lahko enostavno zgolj hvaležen za to, ker ne vem, nekdo drugi pa recimo bi imel to, kar imam sam, pa nima, pa bi naredil 1000 in eno stvar. Ne? Se pravi, prevečkrat hrepenimo po nečem, kar nam je morda nedosegljivo, se pa hkrati ne zavedamo, kaj imamo. In ob tem smo tamle videli že novo roko, tako da gospod, izvolite. Jaz bi samo vprašal, če vidno mogoče veste, kako lahko identificiraš recimo človeka, da ima bipolarno motnjo, ker, kolikor imam jaz izkušnje s tem ljudmi, oni dobro namerno mislijo, ampak stvari v bodočnosti si po svoje razlagajo. In lahko v momentu pride do take katastrofe, da so ogrožena človeška življenja, od človeka, ki ima nedolžno bipolarno motnjo. Bom povedal, kaj se je na rock koncertu v Ameriki zgodil Dejanu Knezu, članu Lajbahov, za to motnjo. Sred koncerta je spustil bas kitaro in je, da bo naredil totalen šov. In je zalaufal v ta prvega WC-ja in z lambrom mrzle vode pretekel na stage in je zaflosil vodo, ki so bili na elektriko priključeni močno, se pravi bobnarja, pa ta drugega bas kitarista. V njegovi glavi je bilo, da se bo voda spremenila v paro, ne z elektriko, in da se bo para dvigvala iz stroboskopske luči, bodo imeli posebne efekte in on, ki je vodo zalil, je una dva elektrika skoraj ubila. Ampak on tega ni počakal svojih dejanj, kaj je videl, ampak se je že obrnil in je zalaufal po odru in se je vrgel med publiko, ne, je mislil, spet je narobe mislil, da ga bojo prestregli na rokah in spet v zrak odbil. Oni so se pa ustrašili, so se pa razmahnili in je na stage padel na ploh. Od takrat je dobil doživljenjsko prepoved nastopanja na koncertih v Ameriki. On je zdaj, nažalost, tudi tvoj prijatelj je zaradi zlorabe tablet, preveč okoli psihiatrov hodil, preveč alkohola, drage droge, da je hrastal suze. Ja, vse to se zgodi zaradi preveč nečesa. Vse stvari rabijo biti v ravnovesju, v balansu. Ne? In tudi meni se je vse to dogajalo zaradi vsega preveč. Ne? In pa, da nisem našla te svoje poti, kdo sem pa res jaz, ne? Zakaj sem jaz sploh tu na zemlji? Ne? Jaz nisem zato na zemlji, da zdaj za 2 otroka skrbim, pa hodim 8 ur v službo, pa nisem zato, da sem v pomanjkanju denarja, ampak sem zato prišla na zemljo, da živim v obilju vsega. Ne? In vse to se da naučiti. In vsak tak človek, jaz vsakega človeka gledam kot dušo, ne? Tudi tega, ko ste vi zdaj govorili, ne? Se pravi, vsak lahko najde tak izhod, ko sem ga jaz, ker tudi meni so diagnosticirali bipolarno motnjo. Dan z menoj je vse okej.
Ja, če ne jemljete tablet, potem... Ne jemljem jih, že 7 let jih ne jemljem. Ja, Ne? jaz jih tudi ne jemljem. Ampak kdo je delal korake, jaz sem jih delala. To je Ne? zelo težko, ker psihiatri že v to pošole naučijo, da zmanjševanje ne obstaja. Mene je Da psihiatrija... obstaja isto odnosno, da se povečuje do bridkega konca. Ja, sam, Ne? a veste, to je tisto, Uideti moraš. kako dolgo Še boš na ta ti pridejo. verjel v avtoriteto, kao zdravnike, policaje, odvetnike, ne vem, učitelje, ne, to so kao neka avtoriteta, ali boš postal sam svoja avtoriteta in bo začel sebi zaupati. To je to. Ja, In ni več nobene avtoritete v življenju. Ti si avtoriteta, on je avtoriteta. Zaupaš sebi, ne glede na to, da so meni zdravniki rekli, do konca življenja boste na tabletah, antipsihotikih, antidepresivih, imate 5 diagnoz, sem jaz zaupala sebi, da nimam nič od tega, kam mi govorijo in da bom jaz speljala to. Jaz nisem niti si upala pomisliti, če vam zdaj rečem 4 leta nazaj, da bom jaz predavala, 4 leta nazaj, da bo mene kdo kam povabil, ali pa še 3 leta nazaj, ne? Ampak preko meditacije je prišel po tak močen klic, zbolela boš, če ne boš vsega tega, kar veš, dala naprej ljudem. Ja, vse nič ne vem. Dosti veš, da greš. Ne grem, pa spet, ne, izgovori, zakaj ne. Ja, pa sem prišla, jaz sem 2 leti brezplačno vsak petek predavala. Jaz še danes grem po celi Sloveniji brezplačno. Zato, da širim to med ljudi, da se da to zgodbo. A je prišlo kdaj do kakega srečanja, recimo s katerim izmed teh zdravnikov, ki so ti predpisovali, se pravi zdravila, pa tudi povedali, se pravi za 5 diagnoz in tako naprej. Ste imeli kdaj recimo kako to bližnje srečanje po vsem tem času? Pa tudi si niti ne želim, ker če bi si ga želela, bi se mi že verjetno ustvarila ta situacija. Si niti ne želim, zaradi, ker jaz nisem nadomestek za zdravnika. Jaz vedno še poudarjam, pojdi po strokovno mnenje, če zaupaš tistemu mnenju. Ker če bo moje prepričanje, da mi antidepresiv pomaga, mi bo antidepresiv pomagal. Če bo moje prepričanje nekaj druga, mi bo pa tisto pomagal. Tako da Bog ne daj, da jaz kjerega nagovarjam tu, ne tablete, ne to. Delite, kar vam paše. Jaz sem samo svojo zgodbo govorim, da sem jaz šla iz vsega dol in da se da. S trdim delom. Prvo je trdo delo, garanje, potem pa to postane navada in postane užitek. In ti postane nova navada, meditacija, vizualizacija, nova zgodba, zamenja se krog prijateljev, ne, se pravi, tu bi tudi poudarila, s kom se družiš, to si, ne, če jaz želim biti uspešna v življenju, se rabim z uspešnimi ljudmi družiti. Če jaz želim imeti, na primer, 10 000 evrov na mesec, pa se ne morem z brezdomcem družiti. To ne pomeni, da ga ne sprejemam, ampak ne more biti on moj glavni prijatelj, ker on me ne more naučiti, kako ne jaz pridem do 10 000 evrov na mesec. Tako da bodite pazljivi, s kom se družite. In kaj delaš? Delaš, ne vem, zbiraš svoje prijatelje, a ne? S teboj grem na kavo, te bom pa rekla ne. Se pravi, greš z ljudmi, ki so ti v doprinos, ki ti koristijo, ki greš z navdušenjem od njih stran, ne pa spraznjen, pa cel bogi, pa kocota, pa izmučen. Ampak zakaj ostajamo v takih odnosih? Zaradi svojih strahov, ker se bojimo, ker so to odnosi, v katerih smo zaradi lastnih koristi in so daleč od ljubezni ali pa spoštovanja. In nemalokrat je tako, da tudi nismo vajeni biti sami, a ne, se pravi, ves čas bi radi bili obkroženi z nekom, oziroma pač v družbi nekoga. In tudi recimo zaradi tega vstopamo v kakšne razmerja, ki nas na koncu ne izpopolnjujejo, zaradi tega, ker v bistvu v prvi vrsti, tako kot si omenila, nimamo radi sami sebe, a ne. Ko se ti enkrat pomiriš samo v sebi in ko sprejmeš sebe in sebi pokažeš ljubezen, potem šele lahko pravzaprav takrat daš si sam sebi najboljša družba. Ja. Meni je najboljš biti sama seboj. Ni boljše družbe. Ja. Ko pa si s kom pa bom, si pa zberem. A je to za mene? Mi bo to plus, mi bo to koristilo v življenju? Ali... Opala, no tako, očitno je bilo namenjeno, da se poslovim, bom pobral, da ne bo izpadlo, da se kar vrgel dol in ne bom pobral, ampak želel sem... Samo en komentar. Čakaj, gospod je prvo roko dvignil, kar vprašate. Zakaj pa bi vi rekli, da je v današnjem času, recimo zadnjih 10-15 let, to v porastu te neka
psihična obolenja ali pa stanja, recimo, ki so to, kaj je pač vaše mnenje o tem? Prvo, če se čist, ne, jaz sem zelo iskrena, tako da včasih se tudi kjer ostane. Ne. Prvo zato, ker se ukvarjamo s tem, kaj se dogaja zunaj nas. Ne? Se pravi, spremljamo podatke, aha, v 10 letih je to zraslo, to zraslo, to zraslo. Kaj delamo s tem? Ves čas odhajamo izven sebe, namesto da bi šli v sebe. Kaj sem jaz naredila? Se pravi, jaz nimam televizije, radio poslušam samo to, kar mi recimo paše, zbiram glasbo, ko me pomirja, ko mi je fajna, da lahko ples recimo zelo pomaga, ne? Ples tudi pa, da vam odgovorim. Dej fokus na sebe, ne na druge. Vsak ne ustvari svoj perfekten svet in s tem vplivaš na cel svet. Se pravi, ampak začni pri sebi, ne zakaj se je to zgodilo, zakaj. To sploh ni pomembno, zakaj se je zgodilo. Zdaj imamo, ta trenutek imamo šanso, da kreiramo nov svet. Planet, recimo tako imam jaz, planet ljubezni. Vse je mogoče, ampak vsak rab pri sebi začeti. Pa dati Zeitunge stran, pa dati mehiške nadaljevanke stran, pa dati raziskave stran, pa dati dnevnik stran, da nam še zdaj kaj povedala, kar ti, ki nekaj vodiš. Ne? Pa dati vse to stran, pa spremljati samo novice, ki so ti v doprinos. Se pravi, kak jaz lahko vplivam na revščino. Tako da on ga skozi pomilujem, pa mu vsak dan nesem kilo kruha, ali tako da jaz postanem milijonarka, pa njemu pokažem pot, da se da. Kak lahko jaz vplivam na vojne v Ukrajini, na ne vem, kaj vse se dogaja, ker res ne spremljam, ker me ne zanima. Kak lahko jaz na to vplivam? Da se mi smilijo, pa da jočem doma, ali da ustvarjam svet, svoj svet, tako lep in si ob tem želim, da bi vsi v takem svetu živeli in vse to širim na ves svet. Ker to je steklenica. Mi vsi ljudje, 8 milijard, 9, ni važno, koliko nas je, smo v tej steklenici noter. V tej steklenici smo vsi noter. Vse gore, vsa jezera, vse živali, vsi ljudje, vse je tukaj noter. Jaz sem tu dol. In če imam jaz slepe misli, vplivam na čisto vse v tej steklenici. Če imam jaz, zakaj je politik tak, je baraba, je to naredil, kaj delam? Se pravi, spet ustvarjam svet v tej steklenici noter za vse nas, kjer bo še več barab, kjer bo še več zločinov, kjer bo še več depresije. Se pravi, sam vedno si zamislite, da smo tu not v tej steklenici vsi. In če imam jaz prijetne misli, za vse 8 milijard na svetu ustvarjam lepo življenje. Korak za korakom. Prvo Nataša, pol vi, pol Janez, pol Sabina. Ne? In vsi počasi vplivamo na ves svet. Tako, vse se začne. In zakaj sploh ni pomembno? Ja, sam pogovarjati. Dajmo rešiti, ne? Ja. Pogovarjati se moramo o teh stvareh. Samo pogledajte zgodovino. Niso se pogovarjali, pomembne so bile vojske, pomembna je bila vera. Vse tisti ni važno, zdaj smo tu in se pogovarjamo. Pa je življenjska doba. Dajmo se 20 let, da se pa podaljšuje. Zato, ker se ukvarjamo s tem stvarmi. Ja, samo zdaj smo se začeli pogovarjati. Ampak ja, predvsem pa, tako kot sva tudi danes Nataša, oziroma kot si sama omenila, se pravi, ko ugotovimo, da recimo nekje, da smo skrenili, oziroma karkoli, oziroma da se nam nekaj dogaja, fajn, da pač poiščemo tudi sami pomoč, oziroma naredimo nekaj v tej smeri, da pomagamo sami sebi. Bi pa rad zgolj dodal, glede na vprašanje gospoda, delam tudi kot novinar informativnega programa in seveda opažamo, se pravi, ta poročila o tem, da se povečujejo stiske, da se povečuje, se pravi, psihični problemi, predvsem po tem obdobju covida, zaradi tega, ker se mi zdi, da to obdobje je bilo res na nek način tudi učitelj našega življenja,
ki nam je pač pokazal, ne, bili smo dejansko Nikoli ne more postavljeni biti v nič škodljivo. Je nemogoče. Izolacijo, a ne, in marsikdo se pravi ni bil navajen biti doma, marsikdo je recimo, ne vem, s tem, da je šel, se pravi v službo ali karkoli, je praktično pobegnil od tistih težav ali česarkoli, a ne, skratka ni bil srečen doma, zato so bile tudi, ne vem, recimo ločitve in podobni primeri, ampak o tem to je druga zgodba. Sem pa recimo bral tudi ravno včeraj o mladini v Koreji in sicer tam pa opažajo nov problem in predvsem to, da se mladina zapira v svoje stanovanja, sobe in ne hodi ven, se praktično se zaprejo noter. In zdaj država grunta o tem, kako bo pristopila naproti, se pravi tem mladim, da jih bo vendarle izbezlala ven iz sob, ne? In to so pa to, smo lahko hvaležni, da smo starejša generacija in da nismo odraščali ob vseh teh, se pravi množičnih napravah in aplikacijah, takšnih in drugačnih in ob vseh teh sodobnih trendih, ki dejansko poveličujejo tisto popolno sliko človeka, kako bi moral biti, hkrati pa dajo na stran pač vse tisto, kar naj, ne vem, ni v tem idealu. In konec koncev, če pomislimo, mi smo odraščali oziroma smo telefone dobili zelo kasneje, se mi zdi, da smo imeli mnogo lepše otroštvo, kot ga recimo danes imajo otroci. Spet je to, kdo je odgovoren za otrokovo otroštvo? Otrok ali starš? Ja. Starš, ja. Se pravi, spet rabijo starši sprejeti odgovornost. Moja ta mala nima telefona, ga dobijo v posebnih priložnostih za nagrado. Zakaj? Zato, ker si je njena mamica upala ustvariti življenje, da je pustila službo, kljub 2 otrokom, kljub še nekim strahovom. Sem smela, ok, jaz čutim strah pred prihodnostjo, kako bom z denarjem, v redu. Nataša, imaš delo na sebe, poglabi si vse, plači si mentorja, plači si program, ko te bo naučil kreirati finance. In ko sem se vseh teh korakov naučila, 100% vere, zaupanje v zakon privlačnosti, v neko višjo silo, angele, Boga, karkoli imenujete. Sploh ni važno, kako imenujete. In sem se vsega tega naučila. In mi je vse lepo steklo. Tako da vsak ima enako možnost. Nič nisem jaz drugačna, kot pa Jožica, pa Zofka, pa ne vem kera. Vse vsakemu steče. Nič nisem drugačna. A nič nimam več sreče, ali pa manj sreče. Ja, živimo pa tudi res v svetu, v katerem opažamo tudi v svoji okolici, da če otrok nekaj hoče, pa starš za to nima časa, je najlažje seveda poriniti telefon v roke in je boje tiho. Ampak to je seveda drugi problem in ki ga mi osebno ne bomo rešili, razen če bomo sledili zgodbam, kot je seveda Natašina. Nemogoče lahko vendarle spremenimo v mogoče, za kar si seveda tudi sama dokaz od tistega, kar si preživljala, torej pred še desetletjem do tega, kar si danes. Hvala, da si učiteljica življenja, hvala, da si danes z nami delila seveda vso to znanje in seveda spoštovane dame, spoštovani gospodje, hvala, da ste si tudi sami vzeli čas, da ste prišli, da ste prisluhnili Natašini zgodbi. Ob tej priliki pa seveda dovolite še enkrat povabilo, da se nam pridružite na posebnih zgodbah 15. novembra zvečer ob 6. na 3. nadstropju knjižnice Otona Župančiča, ko bo naša gostja Nastja Holc, pedagoginja v zaprtem delu Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob. In verjamem, da bo tudi tisto predavanje oziroma srečanje zelo zanimivo. Tebi pa torej še enkrat najlepša hvala in glede na to, da si bila taka krasna zagovornica. Ne še uvid, nekaj še imam za povedati. Pogijeti, je pa za konec.